Zdravo, evo zdaj pa upam, da je vse ok. Samo malo, še jaz tukaj pogledam. Ok, super, se me sliši. Sem preverila. Tako da, naš video v živo se je začel. Najprej vse lepo pozdravljene, upam, da ste super, da ste super preživele to nedeljo. Sicer še ni konec, pa še vedno je lepo vreme, tako da se bomo kratki, da lahko greste potem spet nazaj uživati. Povejte mi najprej, z katerega konca Slovenije me spremljate, kar napišite doli v chat. Jaz sem tu s ptujskega konca. Pa lahko tudi napišete, če ste v živo ali ste po posnetku. Mi bo ful, da vidim malo, koliko vas je v živo, koliko vas je po posnetku. No, bom kar začela. Torej danes sem se odločila, da naredim ta video v živo. In sicer na temo oziroma o 3 razlogih, zakaj je dobro graditi zadovoljstvo v sebi in zakaj je dobro delati na svoji energiji. In vam bom čisto tako povedala iz svojih lastnih izkušenj, zakaj je to dobro. Prvo, zakaj je dobro graditi svoje zadovoljstvo oziroma zadovoljstvo v sebi oziroma se pravi delati na svoji energiji. Je zato, ker imaš potem mir, tisti notranji mir, ki ga občutiš v sebi, in res ni boljšega kot to. Ni boljšega kot to, ko nisi pod pritiskom in si mirna. In iz tega delaš svoje odločitve naprej. Recimo, kdaj sem imela tak primer. V petek, ko sem šla na Ptuj, ko je moj sin igral zraven v orkestru. In seveda najprej sem vam dala video v živo in ravno ko sem začela video v živo, so tam imeli test. In sem rekla, no super, test od zgoraj. In se nisem sekirala, čeprav bi včasih mislila, joj ne, kaj pa zdaj pa se ne slišim, kaj naj grem kam drugam. Ampak ne, ostala sem mirna v sebi, počakala, da je opravil gospod test mikrofona in je to in sem nadaljevala. Potem naprej, kaj se je zgodilo. Ko je začel orkester igrati, so ljudje kar veselo se še družili, so se pogovarjali, so bili glasni. In včasih bi lahko norela v sebi, pa halo, pa zakaj ste zdaj tako glasni, pa bodite tiho, kaj ne vidite, da orkester igra, pa jaz želim poslušati. Ampak ne, ozrla sem se okrog in videla ljudi, da uživajo. Uživajo v druženju, v medsebojni komunikaciji in vsemu. Nekateri smo poslušali, nekateri so se družili in samo svoj fokus sem usmerila na orkester in poslušala, saj so bili dovolj glasni. In mi je bilo čisto ful lepo, res sem uživala, ker je bilo tako res prijetno vzdušje. In to je to, ko imaš ti tisti mir v sebi. Ko poznaš svoj notranji svet, ko opaziš, ko te začne malo ego ali pa ti tvoji negativni programi, ko začnejo siliti ven, da jih opaziš in jih ustaviš pravi čas. To je prva stvar. Druga stvar, zakaj je dobro delati na svojem notranjem zadovoljstvu. Zato, ker se znaš postaviti zase pa reči ne. Zato, ker znaš slišati sebe in točno veš, kaj je tisto, kar je v skladu s tabo, kar si ti želiš, točno veš, kje so tvoje meje. In ko to veš, potem tudi veliko lažje rečeš ne nečemu, česar si ne želiš. Zato, ker tudi spoznaš svojo lastno vrednost. In recimo, tako je tudi na vseh področjih, v vzgoji, v partnerstvu, v službi, vsepovsod. Recimo v partnerstvu, ko spoznaš, kaj je tisto, kar si res želiš. Kaj je tisto, preko česa res ne moreš v partnerstvu. In to se je meni večkrat zgodilo, jaz ponavadi sem bila v partnerstvu tako, da sem dajala,
Na drugi strani je bil seveda ta strah, blokada, da ne ostanem sama, blokada nizke vrednosti, ampak ko delaš na sebi, ko gradiš svoje notranje zadovoljstvo, ko poznaš te svoje blokade, to opaziš in enkrat rečeš ne, hvala, tukaj preko pa jaz ne grem. Hvala za vse, kar je bilo lepo, hvala za vse, za vso podporo, ampak tu preko pa jaz žal ne morem. In tako kot sem zdaj jaz tu povedala vam, na tak način končaš partnerstvo. Ste že kdaj končali partnerstvo, svoja bivša partnerstva, na tak način? Ali jaz pa ne bom tega, tisto vse vemo, iz jeze, iz svojih blokad. In potem to nosiš naprej v drugo partnerstvo. In iz tega partnerstva v drugo partnerstvo. To sem jaz delala vrsto let. V vsakem sem se nekaj naučila, ampak še vedno nisem dovolj poznala sebe. In si nisem dala tistega priznanja. Ampak ko enkrat poznaš sebe, potem rečeš ne. Hvala, glej, oprosti, ampak to pa ni zame. In veš, da te potem čaka nekaj boljšega. Ker v tem partnerstvu itak ne bi bila potem več srečna, ker ne bi živela sebe, ampak neko sliko partnerja, v nekem pričakovanju, da pa se mogoče pa bo spremenil. Ne. Mi se moramo spremeniti. Mi moramo dati sebi vrednost. In potem se bomo počutile zadovoljne v sebi. Potem bomo v sebi občutile ta mir. In pa imele več energije. Ker ne bomo energije dajale v te negativne programe, v jezo, v strah, v nezadovoljstvo. Ampak je bomo imele več, ker bomo delale na svoji pozitivni energiji. In potem spet tretja stvar iz mojega praktičnega življenja, zakaj je dobro graditi to notranje zadovoljstvo, ker te otroci bolj slišijo. Ne rabiš več kričati, ne rabiš več glasno izražati in zahtevati, kaj vse je treba narediti. Ne rabiš več iskati potrditev, da si res dobra mama. Ker kaj delamo? Ko mi zahtevamo nekaj od otrok in če otroci naredijo to, kar mi rečemo, potem je to za nas potrditev, da smo mi dobre mame. Če pa ne naredijo, pa je to podzavestno za nas, kot da smo slabe mame. Ampak ko ti gradiš na svojem notranjem zadovoljstvu, ko ti gradiš svoj notranji svet, ko ti gradiš ta svoj notranji vrt, ko zalivaš pozitivne programe, potem te tudi otroci bolj slišijo. In ne rabiš več toliko kričati, ja, saj te še zanese. Itak da te. Saj smo vsi samo ljudje in celo življenje se učimo. Celo življenje se učimo. Ampak vedno bolj se poznaš, vedno bolj opažaš v sebi, kaj se ti dviguje, pravi čas daš to stran in rečeš ne, mirna bom, vdihneš in poveš iz miru ali pa se umakneš za 5 minut in prideš nazaj in poveš iz miru. Ne vrtaš več v otroka. Zakaj to, zakaj ono, pa si me slišal, pa tolikokrat sem ti že rekla, pa zakaj ne morata to tako narediti? Ne. Ker potem se otroci samo še zaprejo in nas ne slišijo. To je bilo konstantno v mojem življenju, pa še vedno me kdaj zanese, ampak opazim se, ko začnem vrtati, se opazim in se ustavim. Pa raje zadiham, pa grem stran, pa pridem potem nazaj in na drug način vprašam oziroma povem, tako da, kako naj rečem, da me otroka tudi bolj slišita.
in da se odpreta. Ker s tem, ko mi spoznavamo sebe in začnemo o tem govoriti, s tem mi odpiramo svoje srce. Meni je to bilo nekaj najtežjega. Nekaj najtežjega na tem svetu, odpreti srce. Jaz tega nisem znala. In se še danes učim, kako to delati, ampak mi že kar boljše gre. In ker to pomeni tudi, da postanemo ranljive. In ko nam to uspeva, se odpirajo tudi naši otroci. Ker pri vzgoji ni samo to, da bodo otroci prevzeli to, kar jim mi govorimo. To je isto kot v ljubezni. To je vse ljubezen. Ljubezen in vzgoja niso samo besede. Ljubezen in vzgoja so dejanja. In dejanja so tista in začnejo se pri nas samih, ker otroci ne slišijo samo besed. Vse si zapomnijo, pa potem tudi, ko smo odrasli, saj same veste, pridejo kakšne besede naprej, ko vam jih je mama govorila, ko vam jih je oče govoril ali pa babica. Ampak najbolj otroci srkajo dejanja in energijo. Otroci delujejo bolj na energetskem nivoju in srkajo našo energijo. To je recimo, če sta s partnerjem skregana ali pa sta se, ne vem, sporekla glede posode, ne vem, glede neke stvari, pa bo priletel en otrok, pa bosta vidva sfejkala, ne, vse je okej. Otrok bo točno vedel, da ni. Točno bo vedel, da ni, pa boš lahko ne vem kako fejkala, ampak še bo otrok začel pritiskati na tisti živec, na tisti gumb, da boš na koncu eksplodirala, da daš to ven iz sebe. Otroci nam na ta način pomagajo, da damo to negativo ven iz sebe. Ampak na tak način ni prav, zato je dobro, da poznaš sebe in poveš: "Glej, jaz se pa zdaj ne počutim najbolje ali pa moram o tem in tem razmisliti," pa bomo potem rešili. Da se začnemo odpirati, da odpiramo srce. Tako je recimo, jaz sem vedno mislila: pa tolikokrat sem jima že nekaj povedala, pa še kar ni haska, še kar ni nekega efekta." Ja, saj že vidim rezultate, ampak pol pa doživiš, ne vem, trenutek, ko, tako kot je recimo ta mlajši sin kar iz nič prišel k meni in je samo rekel: "Mami, hvala, da narediš za naju vse, da sva srečna." Jaz sem bila tako, mene je skoraj v nerit vrglo od veselja, ker sem bila ono, pol pa že nekaj delam prav. Pol pa moram nekaj narediti prav. Pa tudi večji je najstnik, on je zdaj še posebej v takih letih, ko se on odloči, da se bo zaprl, se bo zaprl, in vidim, da nima smisla vrtati, ker potem res samo vrtamo in potem se še bolj zaprejo. Ampak tudi on, ko pa pride do tega trenutka, in to pa tudi, ko delamo na svoji energiji, točno začutimo. Začutimo, kdaj je tisti pravi trenutek, da se bomo z njimi pogovarjale, in ko mi uspe, se midva zelo lepo lahko pogovarjava in se vse dogovoriva. Tako da zato je pomembno, da gradimo sebe, da delamo na sebi, se pravi, da delamo korake naprej, da spoznavamo sebe, ker s tem gradimo svoje notranje zadovoljstvo in smo res zadovoljne, mirne in pa imamo več energije, ker je ne trošimo za negativne programe. In ob vsem tem, kot ste že videle, če me spremljate, sodelujem tudi z Aleksandro Pinterič in, pomaga mi pri pisanju te knjige in, 5. oktobra izide njena nova knjiga Zadovoljna v sebi, in v tej knjigi
bo vse to in še več o notranjem zadovoljstvu, kako biti zadovoljna, o tem notranjem vrtu, kot pravi Aleksandra, in katere programe zalivaš. Ne vem, v knjigi je tako na preprost način vse opisano, zraven so praktične vaje, vaje, da res lahko začneš delati korake, da lahko daš iz teorije v prakso, in to je taki zaklad, da ne vem, ne morem niti opisati z besedami. Zdaj je tudi prednaročniška akcija do 15. oktobra, je brez poštnine pa 20% popust. Se bom dala povezavo v live, pa lahko potem kliknete gor na povezavo, ker res priporočam, to bo ena res top knjiga, no, ki jo vsaka ženska mora imeti, ker to je, ne vem, neopisljivo dobro. In delala bom tudi še teme, live na vso to temo, tako da boste malo videli, kaj vse bo v knjigi, oziroma saj tako to, kar jaz objavljam, to je del knjige, vse to bo v knjigi. Tako da vam res priporočam, da greste vsaj malo na stran pa si pogledate, kaj je, ker je res super akcija in bi jo bilo škoda zamuditi. Tako da, ja, jaz mislim, da sem zdaj povedala vse, sem si malo napisala, da ne bi kaj spustila. Aha, lepo vas povabim tudi na Aleksandrino stran, da greste pogledat, ker je ni vse samo teorija, na strani je dodala tudi raziskave, ki kažejo, zakaj je dobro graditi to svoje zadovoljstvo v sebi. Zdaj, če greste pogledat na njeno Facebook stran, tudi tam že objavlja neke raziskave, tako da bo res ful top, ne morem niti opisati z besedami, no, ker zame je to nekaj top shit, res ful dobro. Tako da vam ful priporočam. Kdaj bom imela naslednji live, vam javim jutri. Tako da priporočam, da me spremljate. Če me še niste dodali za prijateljico, na mojem osebnem profilu me kar pošljite prošnjo, da lahko spremljate tudi moje storije, ker tudi v storijih marsikaj delim. Drugače pa se vidimo. Napišite še enkrat, s katerega dela Slovenije, oziroma če ste kje na dopustu, od kod me spremljate, me ful zanima. Pa če gledate v živo ali po posnetku. Tako da to je to. Ja, pa se vidimo. Uživajte, lep preostanek nedelje vam želim. Pa vam jutri sporočim, kdaj naslednji live. Adijo, čau!